Z izgubo odvečnih kilogramov so povezani številni miti. Zato bomo v tokratni objavi omenili tiste 4, ki jih najpogosteje zasledimo, kadar govorimo o uspešnem hujšanju. Si želite resnico? Razkrijemo na portalu popolnapostava.com. Verjetno ga ni posameznika, ki ne bi vsaj enkrat v življenju zasledil reklamo za čudežno napravo, s pomočjo katere naj bi se brez večjih težav znebili maščobnih oblog na predelu trebuha. Mogoče je kdo izmed vas prakso celo preizkusil in spoznal resnico. Preprosto, trebušnjaki niso tisti, ki kurijo odvečno maščobo. Res je, da s pomočjo različnih vaj in naprav krepimo trebušne mišice, vendar sta pravilna prehrana in dnevna aktivnost tisti 2 področji, ki v pravem razmerju vaš trebuh lepo izoblikujeta. Preprosto potrebujete le nekaj discipline in strpnosti. Ste že slišali koga, ki se je odločil izgubiti nekaj kilogramov in je zato ukinil večerjo? Pa ste se vprašali, kaj zaužije do takrat? Verjetno ne, ker ste bili prepričani, da je to ukrep, ki bo prinesel rezultate. In tudi če jih je, razlog za uspeh ni ukinitev obrokov po 7 uri zvečer. Glede na to, da v povprečju spimo od 7 do 8 ur, je vsekakor smiselno, da tudi v večernih urah zaužijemo lahek obrok, ki je v večini sestavljen iz beljakovin. Zato poskrbite, da obroke enakomerno tako časovno kot količinsko razporedite preko celega dne. Pogosto je v raznih reklamnih kampanjah moč zaslediti živila brez ali pa z nizkim deležem maščob. In ker imajo maščobe negativen prizvok, se marsikdo ujame v marketinško zanko. Takšna živila pogosto vsebujejo velik delež sladkorja in ostalih nezdravih snovi. In prav sladkor je tisti, ki velikokrat pokvari naše načrte. Potrebno pa je ločiti med nenasičenimi in nasičenimi maščobami, vendar več o tem kdaj drugič. Marsikdo, ki se odloči za spremembo v svojem življenju, se osredotoči zgolj na telesno aktivnost. Prepričan je, da je vadba vse, kar potrebuje za svoj uspeh. Kljub temu, da ure in ure nameni teku, plavanju, hoji v hribe in ostalim telesnim aktivnostim, preprosto ne doseže zastavljenega cilja. Mogoče na začetku izgubi nekaj kilogramov, kar je razlog za dodatno motivacijo, vendar se pot v uspehu kmalu konča. Razlog se ponovno skriva v količini kalorij, ki jih vnese v svoje telo. To ne pomeni, da telesna aktivnost nima vpliva na napredek. Kot smo že omenili, je nujno potrebna, vendar ni edina stvar na poti do popolne postave. Tako, resnica je razkrita. In ko naslednjič slišite, koga predavati o omenjenih mitih, se le nasmejte in priporočite portal popolnapostava.com.